Spoštovani gospodje, tovariši gasilci, lepo pozdravljeni na našem že tradicionalnem podpisu tako imenovane letne pogodbe za izvajanje gasilske dejavnosti v občini Slovenske Konjice. Tokrat smo izbrali 1. marec, mogoče je naključje tako hotelo ali pa tudi ne, ob današnjem svetovnem dnevu civilne zaščite vam vsem skupaj čestitam, prenesite čestitke tudi vsem svojim po gasilskih društvih in želim, da tudi v bodoče tako dobro opravljate svoje naloge kot do sedaj in hkrati se tudi veselim novih izzivov, novih stvari, ki nas čakajo skupaj. In mogoče, če se obrnem na samo to pogodbo, dejstvo je, da tokrat približno ohranjamo nivo že doseženega, se pravi tistih 142 000 evrov, tu nekje je bila tudi lanska pogodba, mogoče kakšnih 1000 evrov je bilo lani manj, letos toliko več, ampak praktično ohranjamo na istem nivoju. Od tega je za samo delovanje Gasilske zveze predvideno nekaj več kot 25 700 evrov, dobrih 73 000 evrov za delovanje prostovoljnih gasilskih društev in pa tista sredstva za investicije, ki so ostala na istem nivoju kot v lanskem letu, to je okroglih 43 000 evrov. Jaz verjamem, da boste s temi sredstvi skrbno ravnali, jih dobro izkoristili in da bo vaša dejavnost resnično blestela in da boste tudi znotraj svojih vrst znali poiskati načine, da svoje delovanje še izboljšate, predvsem pa, da v svoje vrste pritegnete mlajšo generacijo, kajti vsi vemo, da so danes pasti civilizacije ali pa današnje družbe naravnane tako, da mladino nekako vlečejo v tiste bolj lagodne načine preživljanja prostega časa. To je na nek način čisto normalna stvar, je pa res, da jim je potrebno najti, da bodo vaše vrste, vaša dejavnost postala zanimiva. Mogoče toliko povsem na kratko, jaz bi želel, da se še čez leto na kakšnem sestanku pogovorimo, da ugotovimo, kje so tiste stvari, kjer nam uspeva, verjetno pa, da se vedno najdejo podrobnosti, bolj ali manj pomembne, ki pa jih je potrebno ali pa mogoče, ki jih je mogoče še nadgraditi, še izboljšati, tako da se v medsebojnem dogovoru lahko tudi življenje v tej družbi postane prijetno, znosno, predvsem pa, da je tisto najpomembnejše, za kar pravzaprav ste vi in smo tudi iz občinske uprave tukaj zato, da našim občankam in občanom zagotovimo varnost. Rad bi se vam zahvalil za sodelovanje, za delo v preteklih letih in trdno verjamem, da bo naše sodelovanje v letu 2011 in tudi vseh naslednjih, ki nas čakajo, uspešno, predvsem pa, da bomo znali strniti skupaj vrste, tako kot sem že prej rekel, predvsem za varnost in za dobro počutje naših občank in občanov. Mogoče predsednik Gasilske zveze, bi ti kako besedico? Ja, gospod župan, če dovoliš, tudi jaz bi današnji dogodek izkoristil, da nam je v čast in ponos, da smo se za tako pot odločili, glede na vašo zavezo in našo obvezo do te pogodbe, si želim, da bi predsedniki prostovoljnih gasilskih društev, ki častno opravljate svojo funkcijo, še naprej tako sodelovali in želim si, da bi iz določenih sredin prihajalo še več pozitivne energije. Pomembne so nam tudi
tiste malenkosti, podrobnosti, kot je sam župan ugotovil in nas ugovoril, da ni samo materialna dobrina, je tudi dobrina tista, ki si znamo med seboj, predvsem med seboj kot prostovoljci, solidarno pomagati in pa si nekako iz glave izbiti, da smo vsi gasilci s poudarkom prostovoljci, ne glede iz katere sredine kdo prihaja. In predvsem ta pogodba iz leta 2005, ko smo prišli v to obliko združevanja sredstev, kot je že župan vam uvodoma omenil, sredstva iz občinskega proračuna, to pomeni 142.200 evrov, minus tisti del, investicijski del, ki je v letu 2011 koristnik Gasilska zveza. Po planu in pa tudi po sklepu upravnega odbora, kot ste seznanjeni, smo šli v zamenjavo poveljniškega vozila in pa en del sredstev se bo tudi uporabil za nabavo visokotlačnega kompresorja. Želim predvsem, da bi v letu 2011, ki je pred nami, ta sredstva gospodarno uporabili in pa seveda, da bi namenili tistemu delu, ki pač je že po naši tradiciji dogovorjen. To je številka za delo ali za upravljanje našega dela kot gasilske zveze. Upam, da ste v detajle seznanjeni, da je v letošnjem letu številka 25.000 in nekaj evrov. To pomeni, da ni to konkretno za program, ki se nanaša samo na gasilsko zvezo, ampak kot ste se odločili in seveda podpiram in sem zelo vesel, da ste to gesto sprejeli. Podstavka, kot je razvidna iz tega proračuna Gasilske zveze, je namenjena v višini 5.000 evrov za delo za našimi mladimi. To želim, res iz srca želim, da bi ta sredstva bila uporabljena v ta namen po njihovem planu, ki je bil tudi že izoblikovan. Želim pa si predvsem še v nadalje takega sodelovanja in razumevanja, kot smo prišli do te spremembe, da namenimo tudi del sredstva, da je razviden iz našega proračuna za delo z mladimi. Vaše ugotovitve so bile pravilne, glede na to, da iz osrednje enote, kot je PGR Slovenske Konjice, je razumljivo, kot največji delež sredstev je namenjen za redno delo te enote, da je tudi najvišji delež njihovega prispevka v ta del sredstev, ki je namenjen za naše mlade. In upam, da se nam bojo ta sredstva obrestovala. Želel bi se zahvaliti, gospod župan, za finančno in moralno podporo pri našem delu. Zahvalil bi se tudi občinski upravi za sodelovanje in pa predvsem bi se zahvalil direktorju občinske uprave, našemu Slavku Topačniku, za strokovno pomoč izvajanju našega dela, ker kot sami poznate naše delo, da smo prostovoljci, nismo profesionalci in tudi sam želim moji sredini, da kakršnekoli težave ali problemi, ki bojo na nekem strokovnem nivoju, da bomo najdli skupni jezik in pa tudi skupno rešitev naših težav ali problemov, ki se pojavljajo vsakodnevno pri našem delu ali pa pri izvajanju naše dejavnosti. Še enkrat, gospod župan, hvala ti za našo sodelovanje in pa predvsem podporo. Hvala lepa. Občina Slovenske Konjice, ki jo zastopa župan Miran Gorinšek, in Gasilska zveza Slovenske Konjice, ki jo zastopa predsednik Stanislav Hlastec, sta sklenili pogodbo o opravljanju gasilske službe z naslednjimi prostovoljnimi gasilskimi društvi: Slovenske Konjice, ki ga zastopa predsednik Andrej Tomažič, Loče, ki ga zastopa predsednik Sergej Strehar,
Tepanje, ki ga zastopa predsednik Matej Ljubič, Draža vas, ki ga zastopa predsednik Dejan Verhovšek, Žiče, ki ga zastopa predsednik Karol Žilavec, Zbelovo, ki ga zastopa predsednik Marjan Volavšek in z industrijskim prostovoljnim gasilskim društvom Konus, ki ga zastopa predsednik Savo Gril.